Dajmo pogledati vašo napoved, škorpijoni. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v same dogodke, da najdemo kakšne informacije ali pa nasvete, kako izboljšati vašo situacijo. To so splošne napovedi, zato si je potrebno interpretirati pomene po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. No, dajmo, škorpijoni, pogledati, kaj se pri vas dogaja. Kot splošno energijo napovedi imate karto smrt, ki je vaša karta. Tako da ta teden boste v vaši moči in tudi tukaj vidim, da imate zelo dobre karte v trenutni situaciji, tako da mislim, zdaj v tem trenutku ste v vaši moči, no. Sicer okej. Zdaj tule imamo petico novcev, imamo hudiča, imamo sedmico palic in imamo dvojko palic. Tako da iz tega bi razbrala, da se trenutno dogaja mogoče kar nekaj takih zoprnih stvari v vašem življenju, ampak vi ostanete močni. Nekako se, v bistvu, jaz bi rekla, tukaj gre, da greste skozi neko transformacijo. Neko transformacijo in se nekako umikate od teh nekih karmičnih zadev. Nekih stvari, ki vas držijo nazaj, neke osebe, ki vas na nek način omejujejo in tako naprej. Tako da dobro, super, začeli smo odlično. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo v vaši preteklosti. Zdaj tukaj imamo kralja novcev in dvojko mečev. Tukaj videti, tako da ste na nek način v preteklosti, to je lahko prejšnji teden, lahko je več časa nazaj, odvisno, to bo za vsakega škorpijona malček drugače. Ste na nek način bili dosti stabilni, tudi finančno, tudi na ljubezenskem področju. Nekako je bilo čutiti neko stabilnost. So se pa tule pojavile neke dve možne poti in nekako vas je to mogoče tukaj malček ustavljalo, ampak jaz ne bi rekla, da ste se nekaj ful dosti ustavili. Bomo pa potem še malo bolj podrobno pogledali, kaj to je. Okej, zdaj v trenutni situaciji imamo karto pravica in karto viteza palic. Torej, definitivno gre tukaj za neko poravnavo, karta Justice oziroma pravica je v bistvu karmična karta in gre za to, kar si naredil, to dobiš nazaj. Se pravi, če si dal dobro, dobiš dobro, če si dal slabo, dobiš nazaj slabo. In nekako se zdaj v tem procesu te izravnave, torej dogajajo se stvari, dogajajo se vam neke karmične nagrade oziroma karmične kazni, je malo prehudo, odvisno zdaj, kako ste potovali po svojem življenju. Ampak če vam gre dobro, če nekako čutite, da greste na boljšo smer in kot kaže tukaj greste na boljšo smer, je zagotovo nekaj dobrega ste naredili in to se vam na nek način vrača v življenju. In ja, jaz bi rekla, da ste v bistvu zelo tudi tako, da to ful, nekako vse te dogodke sprejmete ful z lahkoto, ful ste zadovoljni, ful ste tudi tako nekako polni neke motivacije, nekih idej, domislic in tako naprej. Zdaj za bližnjo prihodnost imamo tukaj dvojko kelihov in štirico mečev. Seštevek teh dveh kart nas navezuje na karto zaljubljenca. Torej tukaj gre definitivno za nek tak lep odnos, to je lahko odnos z vašim partnerjem, lahko je odnos z nekim prijateljem, družinskim članom, lahko je odnos z vašim višjim jazom. Ampak tukaj gre v bistvu za neko lepo harmonijo med temi dvema osebami, ki se bo še s časom, bo še naraščala. Videti je, da se boste recimo naslednji teden oziroma v prihodnosti počutili zelo nekako mirno, videti je neko stagnacijo, mogoče počitek in tako naprej. Ampak dobro, dajmo zdaj pogledati malo bolj natančno, kaj se tukaj dogaja. Ja, karta je ne tako hitro.
Ja, v preteklosti ste se tukaj izognili nekemu šoku. Nekako neka hitra novica je prišla, nekaj nepričakovanega je prišlo v vaše življenja, ampak na nek način vas ni to zdaj vrlo ful s tira. Pač je bilo nepričakovano in nekako je bolj videti, kot da ste se v zadnjem momentu rešili neke neprijetne situacije. Tako, recimo, da ste hoteli podpisati neko pogodbo in potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Je prišla neka novica, da ste izvedeli, da za to, kar podpisujete, da je pač to, da to nekaj ni v redu. In ste se potem zadnji moment, še preden ste podpisali, mislim še preden, ne zdaj od prvo sekundo, ampak recimo lahko tudi en dan prej. Pač preden ste podpisali, ste pol to informacijo dobili, kar vas je na nek način šokiralo, zato ker se je nekaj sesulo, nek plan, neka pogodba, ki ste si jo želeli podpisati, recimo. Ampak potem je to, ampak v bistvu ja, pravi čas ste izvedeli, da nekaj ni v redu in ste se potem od tega umaknili. Ampak hkrati so se zaradi tega v vas začeli dvigati neki strahovi. Nekako ste, pač ja, ti strahovi so prihajali na površje in recimo prej ste se počutili zelo stabilno in to in zaradi tega dogodka ste potem prišli na neko razpotje, kaj zdaj narediti, ne, katero odločitev izbrati, da sem sploh na pravi poti. In videti je, da tukaj je prišla neka oseba, ki vam je pomagala, in to vam je mogoče lih to pomagalo nekako, vam je pomagalo nekako priti zdaj na to, v to karmično poravnavo. Zdaj, kot akcijo, ki ste jo obrali, imamo tukaj dvojko kelihov obrnjeno narobe in kot izid je trojka mečev obrnjena. Ja, se pravi, definitivno tukaj ste zaključili nek odnos, nekaj, kar je nastalo. Recimo zdaj, če ste hoteli podpisati pogodbo, ne, ste v bistvu se odmaknili proč od te situacije. Ne vem, če ste hoteli, pač tukaj gre za neko osebo, nekaj ste hoteli s to osebo ali situacijo imeti in potem v zadnji moment se je to nekaj sesulo in tukaj je videti, da ste potem šli proč. Ampak zdaj s tem na koncu, končni izid je bil, da ste nekako s tem spravili neko razočaranje in mogoče razočaranje glede sploh vsega tega. Ko ste se vi umaknili, ste nekako pri sebi dojeli, da je tako najboljše in ste se tudi nekako premagali to neko razočaranje. Da vidimo zdaj trenutno situacijo. No. Kralj palic obrnjen, hudič in osmica novcev obrnjena. Kdo je to že imel? Mislim, da sem imela pri strelcu neke 3 ljudi, ki so bili, ali pa, ne spomnim se. Vem, da sem imela nekje, pri enem znamenju je bila tako podobna situacija in tukaj izgleda kot, ali so bili biki. Mislim, da so bili biki. Tukaj tako je kot neki, recimo zdaj, samo trenutek, da jaz tule nekaj vidim. Ja, tule sem prej omenjala te karmične neke lekcije. Zdaj tukaj nekaj ta hudič tukaj sporoča. Jaz bi tukaj rekla, kot da je nekdo nad vami, ki kontrolira celo to situacijo. To mi ni še čisto jasno. Dajmo pogledati na sveti izid, pa mogoče bo pol kaj. Ok, mogoče mi je bolj jasno. Ok.
zelo možno je, da se to tukaj nanaša na nekaj iz preteklosti. Da je to ta ista situacija. In nekako je tukaj ena mislim, nekako ste s to osebo ena proti drugi, ampak vmes je nek hudič. Vmes je neka oseba, zdaj to je lahko tudi kakšen kozorog, ta hudič je v bistvu karta kozorogov, ampak to seveda ni nujno. Ampak je nekdo vmes, neka oseba, ki na nek način, kot da kontrolira ta odnos, ali pa to situacijo. In nekako tukaj vam karte svetujejo, da probajte tukaj te energije uravnati. Zdaj, to karto, bomo to še malo pogledali, zdaj samo da dokončamo te karte do konca in bomo potem še pogledali, kaj je s tem hudičem tukaj. Ampak nekako vam karte svetujejo, da probajte te energije uravnati. In jaz bi rekla, da nekako te dve osebe, to ste verjetno ti pa vaša oseba, da probajte tukaj nekako najti to moč, da tega hudiča tukaj premagate. Mislim, hudiča. To je zdaj lahko neka oseba, ki je pač na nek način ti gre na živce ali pa neki se skozi vpleta v neke stvari. To ne pomeni, da je neka oseba, ki je, ne vem, dejansko ful neki zlobna. Ne? Pač neka oseba, ki je taka malo bolj kontrolira, nadzira ali ne vem, kaj takega. Ja, in tukaj se vidi potem, da bo prišel neka ponudba. Ma ne vem, to mi ni jasno. Dajmo pogledati malo bolj natančno, kdo in kaj je ta hudič. Zdaj sem slišala v mislih nekdo, ki je vstal od mrtvih in kaj to pomeni. To pomeni, da nekdo, za katerega ste mislili, da mogoče ne bo nikoli nič nobenega kontakta imel, da se je zdaj kar nekaj pojavil. In in ja, na nek način ima neko upanje ta oseba v vas, na nek način kot da nekako ona pričakuje tukaj nekaj, da se bo nekaj zgodilo, ampak ne vem, da vidimo, kakšni so njeni nameni. Ja, ona nekaj hoče prinesti v vaše življenje. Kaj hoče prinesti? Nek red. Nek red hoče prinesti v vaše življenje. Zakaj? Mislim, zakaj se ta oseba vtika v vaše življenje? Ne vem, tukaj so mogoče še neka čustva. Neka čustva ali pa, ne vem. Ne vem, zanimivo. In dobro, in kaj pa, mislim, kaj pa karte svetujejo v zvezi s to osebo? Dajmo pogledati, bomo še enkrat pomešali. Kaj vam karte svetujejo v zvezi s tem hudičem? Kaj narediti s tem hudičem? Zdaj mi je prav glava začela boleti. Okej, evo. To, da vas ta oseba tukaj ovira, je samo neka vaša blokada. Samo neka vaša perspektiva. V resnici tukaj ni nobenih omejitev. Ta oseba nima v bistvu nobene kontrole nad vas. Ja, ona na nek način vas hoče kontrolirati ali pa imate samo vi tak občutek. Jaz bi rekla, da imate bolj vi občutek, da je tukaj neka oseba, ki vas hoče kontrolirati. Bomo mi tole kar pospravili. Ker ta oseba načeloma ima neke dobre namene. Jaz nimam, in to podobno je bilo pri levih, ampak pri levih se to zgodi v prihodnosti. Torej pride neka oseba, ki ima dobre namene, ampak na nek način si vi predstavljate, da ima neke slabe, da je škodoželjna ali pa da hoče karkoli, ne vem. Jaz mislim, da tukaj vam karte svetujejo v glavnem, da nekako mogoče celo se s to osebo tukaj, to sta vi pa neka vaša oseba,
da se tukaj nekako pomenite, ali ne vem, nekako najdete neko harmonijo, zato ker potem se bo tukaj nekaj pojavilo, neka lepa priložnost. Ne vem. Evo, spet so te dve karte ven poletele. Trojka palic in devetica kelihov. Dajmo pogledati še prihodnost. Današnja tedenska napoved je sponzorirana od Kriptovode, tako da če vas zanima ta projekt, si lahko spodaj v infoboxu pogledate malo več informacij. Da vidimo zdaj prihodnost. Tukaj imamo sedmico kelihov obrnjeno zvezdo in trojko novcev obrnjeno. Ja, zdaj za bližnjo prihodnost. Aha. Zdaj jaz to tako vidim v bistvu. Tukaj smo se pogovarjali o tem, da nekako med temi dvemi osebami morate najti neko harmonijo, neko ravnovesje. In to vas bo nekako osvobodilo, oziroma tukaj lahko pride tudi kakšna nova priložnost ali pa kaj takega. Zdaj za bližnjo prihodnost pa je tako, jaz bi rekla, da boste nekako, če boste upoštevali ta nasvet, da boste našli to neko harmonijo, je videti tukaj, mislim, za prihodnost je videti, da boste to harmonijo našli, no, tako. In ta oseba, ki je tukaj nek ta hudič, bo šla tukaj na spanje, nekako vas bo pustila na miru v prihodnjem tednu. In seveda vi boste se spraševali, kaj je zdaj to. Zakaj te osebe ni, kaj to zdaj pomeni. Ne vem, tako zanimiv pogled je tole. Ja, te notranji konflikti bodo v vas. Ampak dobro, nekako, mislim, ja, to je neka karmična zadeva, bi jaz rekla, ampak karmična zadeva pomeni, da so to neke okoliščine, ki se ti non-stop ponavljajo v življenju. In v bistvu vse, kar moraš narediti, je to, da najdeš izhod ven iz njih. In zdaj, ta izhod je ta, da najdete to harmonijo med tema dvema osebama in tukaj dobite to moč. In ta oseba bo potem šla na spanje. Nekako se bo umaknila od vas, na nek način vas bo pustila na miru, ampak vi je videti tako, da se boste spraševali, zakaj je ta zdaj oseba dala mir. To vam ne bo nekako dalo mira, ampak po drugi strani boste našli pa neko upanje v vsej tej situaciji, upanje, da dejansko lahko ta odnos potem nekako zraste, se nekako razživi. Ful me zdaj vse nekaj srbi. Zakaj me vse srbi? Zdaj, ta pogled je malček težek, moram priznati. Dobro, dajmo nasvet in izid. Ne vem, ta oseba, po mojem te osebe nisem nekaj dobro prebrala, zato ker tukaj mi nekaj ni jasno. Ker tukaj se zgleda, kot da boste vi prišli do te osebe. Ker vam bo, ne vem, kot da vam bo žal, da se nekaj ni izšlo. In potem v bistvu, ko boste vi prišli do te osebe in ji boste povedali, da vam je žal, da se nekaj ni izšlo, da bo v bistvu to vam pomagalo, da greste naprej v bolj mirne vode. Devetica novcev devetica palic obrnjena narobe, ja. Aha, in evo, tukaj imamo še svečenika. Torej, ja, v bistvu, ja, na nek način boste se spraševali, zakaj se ta oseba zdaj umaknila in pol boste našli moč s to vašo osebo, tukaj boste našli to upanje neko in pol boste šli skupaj s to osebo k tej tretji osebi. In tukaj videti, kot da boste nekaj rekli, da mi je žal, mislim, karte vam svetujejo, da to naredite. Zdaj, kaj boste vi naredili, to je vaša stvar. Ampak karte vam svetujejo tukaj, da poveste, da vam je žal, da se nekaj ni šlo in s tem, ko boste vi to naredili, se boste potem v bistvu pomaknili. Šestka je v bistvu karta, ko si na svoji pravi poti. Tako da ta korak vas bo definitivno nekako vam bo pomagal premagati ta karmični cikel, ki se tukaj nekako zaključuje. In tukaj je videti potem devetica palic in tale svečenik. Tukaj se potem pomakajte proti nečemu stabilnemu, tukaj v bistvu ta oseba lahko bolj postane kot nek, recimo prej je bila hudič,
Prej je bila hudič, zdaj pa je na nek način kot nek matičar, kot nek duhovnik, kot neka oseba, h kateri lahko prideš, da ti pomaga rešiti probleme, recimo, ali ne vem. Recimo, to je primer. Škorpijoni, namatrali ste me danes s tole napovedjo. Upam, da vam je bila razumljiva, upam, da ste si jo znali interpretirati in hvala, ker ste z mano ostali do konca. Se vidimo potem v naslednjem tednu z novo napovedjo.